Lepo pozdravljeni. Bom kar tako razširila, da bo izgledala večja. Namreč ta majhna knjižica, ki bi jo rajši kot priročnik poimenovala Pripomočki za odkrit pogovor o stigmi in diskriminaciji na področju duševnega zdravja, ni bila tako enostavna za napisati za nekoga, ki se ukvarja bolj znanstveno s temi pojavi. To je bil zame kar velik izziv, bi pa takoj ob začetku se zahvalila vsem, ki so sodelovali v tem projektu, tukaj prisotni Anji Ibrčič, predvsem pa številnim, vsaj 20 sogovornicam in sogovornikom z izkušnjo težav v duševnem zdravju, ki so bili pripravljeni deliti svoje izkušnje prav o sramu, o strahu, o zapiranju vase, ko gre za duševne težave, in so tudi njihove sestavljene pripovedi prvi del tega priročnika. Se pravi, to je knjižica, ki prinaša v prvem delu živeto izkušnjo strokovnjakov po izkušnji, ki jo na nek način dopolnjujemo s poučenimi razlagami, obenem pa poučene razlage potrjujemo in nadgrajujemo z njihovimi živetimi izkušnjami. Torej še enkrat hvala vsem. Drugi del knjižice pa prinaša, tako bi rekla, ideje, ne navodila ali pa nek recept, ampak ideje za oblikovanje pogovora o stigmi in diskriminaciji v različnih skupnostih. Pri tem skupnosti pojmujemo kakršnekoli prostore, kjer oblikujemo odnose, bodisi doma, med prijatelji, na delovnem mestu, v šoli, celo v vrtcu. Se pravi, odlika te knjižice je, da jo lahko uporablja vsak, tudi če ni strokovnjak na tem področju, in organizira pogovor, skuša odpirati ljudi s težavami v duševnem zdravju, da spregovorijo o temu, kar strokovno rečemo stigmi in diskriminaciji, gre pa bolj za občutenje strahu, sramu, etiketiranja, zaznamovanja, ki tudi določa določeno vedenje, kot je zapiranje vase, kot je vztrajanje v trpljenju, preden se poišče strokovna pomoč, kajti nismo se naključno odločili, da oblikujemo tako knjižico, namreč zmeraj več kot polovica, če ne še celo več, 2/3 ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju, ne poišče nikakršne, ne samo strokovne, niti neformalne pomoči, prav zaradi stigme in diskriminacije. Druga stvar, ki bi jo rada povedala, se pravi, če prvi del prinaša kombinacijo živete izkušnje in poučenih razlag, drugi del je zelo praktičen in prinaša te vaje, predloge, ki jih lahko vsak od nas poljubno skombinira, ko skuša organizirati tak pogovor. Se pravi, govorimo o sestavinah dobrega pogovora, o stigmi in sorodnih izrazih, kako odkrito spregovoriti o težavah, ne da bi kogarkoli prizadeli ali pa užalili ali pa celo stigmatizirali sekundarno, o moči besed, o premisleku lastnih stališč, o tem, kako se lotiti razbijanja stigme s konkretnimi dejanji. Se pravi, ne gre samo za neko poučenost, ampak gre tudi za konkretne spremembe, kako spreminjati okolico, se pravi naše domove, delovna mesta in tako naprej. Tisto, kar je še fino poudariti, je, da priročnik ima krasne ilustracije Brigitte z društva Altra, se pravi tudi na ta način, če tle pokažem recimo eno od takih, torej cel priročnik je na nek način okrašen s temi ilustracijami in pa ima tudi, bom rekla, razpoložljive programe, ki obstajajo v Sloveniji, in tudi literaturo v slovenščini, ki bolj ali manj se posredno tiče stigme in diskriminacije na področju duševnega zdravja. Tukaj bi rada poudarila, da sem osebno kontaktirala vse avtorje z različnih ozadij, bodisi psihiatre, psihologe, socialne pedagoge, specialne pedagoge, socialne delavce, sociologe, antropologe in tako naprej, se pravi vsi, ki se kakorkoli s tem ukvarjajo, da so izluščili dve pomembni deli v slovenščini, ki so na voljo vsakemu, ki bo vzel to knjižico v roke. Tisti, ki se boste pa udeležili naših delavnic, ki že potekajo, tako kot je rekla Anja, trenutno potekajo 3 delavnice v okviru tega psihoedukacijskega programa, se pravi o motnjah razpoloženja, ki jih vlečemo že iz prvega programa, o stresu, s stresom povezanih motnjah, depresivnih motnjah, anksioznih in bipolarni motnji razpoloženja. Druga delavnica je
o osebnostnih motnjah, o izkušnji osebnostnih motnj, ki je tudi Anja omenila, in tretja delavnica je Moč pogovora in šibkost stigme, ki prav tako poteka, in če se je udeležite, dobite tiskani priročnik tudi za nagrado. Drugače pa, kot si že Agata in tudi Anja omenili, v prosto dostopni obliki najdete ta priročnik na naši spletni strani v PDF obliki, se pravi www.omra.si. Toliko.